Dobro jutro. Evo nas spet smo kle, spet je kreativno jutro v Ljubljani, spet smo začeli z novim letom, ko mi čakamo, da bomo naredili spet 12 dogodkov. Za tiste, ki ne veste, tole delamo že malo več kot eno leto in dobimo se čisto vsak mesec klele v centralni postaji, ki nam daje vse tole, da lahko smo kle, daje tudi zajtrk, super so, ful jih imamo radi jih bomo imeli še celo leto. Kreativno jutro se je začela v New Yorku 5 let nazaj in trenutno je v tej zvezi 100 mest, se pravi, mislim, da je danes dogodek vsaj v 12 mestih se bo tole zgodilo. Tema, ki jo imamo, je umazana, tako prav pogovarjali se bomo o samih grdih stvareh. Tema je bila določena, pozabil sem, katero mesto, enem že pač. Naše delo je tako, da v bistvu ni vedno vse lepo, ne. Ne more biti, ker če ne bi bilo to naše delo, potem bi bilo pač to dopust, a ne. In če hočemo, da je nekaj dobro, potem je treba pač malo zavihati rokave, kam skočiti se, kam potopiti, umazati se, ne vem kva. Ampak vseeno se mi zdi, da moramo delati dobro. Eni pa delajo to vrhunsko in samo videti en takih, ki jih imam srečo, da jih poznam, ki
pri njem, on dela z nekim takim entuziazmom in vse ni dobro, ne, pri njemu vse vrhunsko, kar naredi. On da karkoli da ven, je toliko nad vsemi, da dejansko ne moreš verjeti, da se to da narediti in zaradi tega je pač en izmed skoraj najboljših svetovnih, zase sicer se nima, ampak jaz mislim, da je en najboljših svetovnih športnih fotografov in fotografov nasploh, ki je naštudiral točen tisk, kako mora biti, kako mu to rata, nimam pojma, bo verjetno povedal sam, kako se to zdi, kako se mu to zdi in pač seveda povedal bo tudi, kako izgleda to, da ga kakšen velik sponzor pokupi, kako to izgleda, da pol za njega delaš, še posebej, če si v neki Sloveniji, ampak da se, v Sloveniji živi na Bledu, gre ven, naredi svoje prije nazaj z družino in pač normalno funkcionira naprej, brez da bi nekega pompa, brez da bi mogel iti živeti zdajle v Ameriko, pa se tam na glavo metati. Ni treba, lahko smo dobri, delamo klej, smo vrhunski. Tako da samo, prosim, povej svojo zgodbo. Najprej eni kartico za parkiranje izgubil, sem jo tam ne najdel, tako da lahko pride iskat. Zdaj tako Grega malo pretirava, no, ni čistko. Pozdravil bi vse, najprej sem zelo vesel, da so me tudi doma kam povabili, no, tako da imam kar tremo. Zdaj tako, tema je taka, ja, dirty, ampak jaz sem to zdaj malo drugače naredil, no, kakor mogoče malo bolj po svoje, malo bolj poenostavljeno. Jaz bom malo povedal, kako jaz delam, kako sem mogoče prišel do tujine pa tako naprej. Meni super zmeri, če me kdo kaj vpraša. Lahko me vprašate karkoli, bom povedal. Tako da to bo fajno, če bomo malo debatirali. Zdaj, nekaj vidim, da je fotografov tle, nekaj verjetno vas ni, tako da ne vem, če kdo kaj ne razumel, lahko vpraša brez problema. Zdaj, ja, se pravi, ni zmeri vse tako lepo, kakor se vidi, ne. Včasih se tudi, ne vem, jaz grem nekam, pogledam, jaz zjutraj zmeri tako, a sem doma, ali sem v tujini, se pravi, če delam ali karkoli, jaz se zbudim, zmeri pogledam, čist vsakič ta prva stvar pogledam skozi okno, kakšno vreme je. Zaradi luči, seveda. Zdaj, če je, včasih je dobro, včasih ni dobro. In recimo meni je izziv to, če ni dobro vreme, jaz ne bom zaradi tega zdaj čist slabe volje, pa ne vem, zganil neke panike, ampak v slabem vremenu se tudi recimo da narediti dobro fotko, ne. In recimo tako, če zjutraj vstaneš, pa prideš na lokacijo, to sem dal ene par fotk iz Avstrije, iz Erzberga, pa prideš na štart ene dirke, pa je takole recimo, pa veš, da bo to 3 ure trajalo, da je na vrh gori pa toliko snega. Ti greš pa z motorjem zraven, se pravi, veš, da boš čez 10 minut totalno moker. Ampak takrat moraš to odmisliti, pa mogoče majčkeno, jaz ponavadi, to bo super izgledalo, ne. To bo super fotke, čeprav ni sonca, čeprav ni, ne vem, kontrastov, karkoli. In jaz sem v tle časa, ne vem, mislim, da 10 minut maksimalno, da naredim, pa da grem naprej, ker gre oni zelo hitro. In pol se je začela, ne. To je bilo norišnica, to je bil v bistvu štart, pa ta prvi klanec, ne, in tam se jih je ustavilo 80% že. To pa tako izgleda. Se pravi, tle imaš, jaz imam tle ponavadi imam tako, da imam 2 bodija s sabo, pa ene 3 objektive recimo. In tle ni časa zdaj, a bo to mokro ali ne bo, normalno, da paziš, ampak ni cajta to zdaj nekaj brisati, pa vzel pa pošprical. Jaz sem bil tle tako konkretno moker, oprema je bila čisto mokra, takole se pol od spod čakajo. In tako eni tle ostanejo, to je to.
tle zaključijo po 3 urah, ne pridejo do vrha. To je prvi klanc. Jih je pa še zelo veliko. Ja, se hodijo nazaj dol po zalet. To je face strmo. Se pravi, to je tak dirty part, recimo. So pa tudi boljši dnevi ali pa recimo dnevi, ko imaš čas narediti nekaj, ki ni recimo event, ali pa okay, se pravi na eventu se vseeno da dobro fotko narediti, tudi če je slabo vreme ali pa če niso pogoji najboljši. No, to je pol naprej že. To več ali manj rinejo pa te motorje, če je prestrmo na grejni kamera. To je pa tako malo za heca, ne, pride. To takole pomagajo. Tlele se ne bo dobro videlo, no. Jaz sem imel enega guida s sabo, to je tale majster. Jaz sem bil v bistvu na progi. In zdaj tlele ene slike prej nimam, ki je v bistvu on me je takole prijel za roko, ker je on šel direkt name, no, in me je falil mogoče za tukle. In, no, če njega ne bilo, bi me odpeljali. Tako da je tudi navaren včasih, ampak za dobro fotko vse. Ne. Se pravi, kadar imamo pa čas, kar pa jaz tudi rad zelo delam, se pravi, mi všeč oboje in če je slabo, slabi pogoji, slab vreme, če so komplikacije, take in drugačne, meni to še mogoče še boljše, ampak oziroma še večji izziv, kakor če vse zmeri super pa lepo. Ne. Zdaj, če je pa lepo, pa da imaš čas, se pa tudi take fotke da delati. Ne. To sem delal, ne vem, prejšnji mesec v Italiji, smo se s temi fanti zmenili, motokrosisti našimi, ki so bili pri meni na workshopu, da bom pa enkrat za njih nekaj tako poslikal, da bomo šli. To je Bibion, to je na plaž v bistvu, no, v Italiji, tam blizu Lignana. Pa imaš čas postaviti luči, počakati na lepo svetlobo, pa narediti lepo fotko. Ne. To tudi rad delam. Zdaj, ne vem, recimo za tako fotko tam sem jaz rabil narediti recimo 10 minut, da je bila ta luč. 3 motokrosiste, ki je bila enkrat luč postavljena, so samo vozila. Ne. In tam je bilo, ne vem, ogromen fotk, ki se lahko ponudce, pa pač izbereš. Tisti, ki tudi on, da dobro zgleda, da je pozicija ta prava, pa tako naprej. Tle so bili 3 fleši, takole s tle strani bil ena glavna luč, ena luč zadaj za tole, pa en s tle strani za to stran. V bistvu tako bolj dol usmerjen, če se vidiš tam. Ja. En ovink smo se zmenili, sem jaz rekel, kaj tle dobro zgleda. In recimo zato, tlele sem jaz še eno lokacijo videl tle od spodaj. Se pravi, zadaj dol je tlele takole en tak zaliv. A ne. In ni bilo časa v bistvu iti kaj dol, ki gre sonce zadaj, gre zelo hitro. Tako da zdaj smo zmenili, da gremo še enkrat samo eno fotko narediti tam. Recimo meni ni težko, če vidim, da fotka, da je to, mi ni težko se peljati, ne vem, 5 ali pa 10 ur daleč za dobro fotko, ne. Za eno tudi. Se pravi, tudi, ne vem, na eventu recimo, če jaz vidim, ok, tole pa nor shot, pa mi že kličejo, pojdi, ne vem, v walkie-talkie, moraš iti ne vem kam, drugam. Jaz se naredim, da ne slišim, malo počakam 5-10 minut, dokler ne dobim tistega shota. Če ti tisk me kliče, ne, si sigurno ni toliko nujen, tako da rajš počakam, tam ga moram narediti, ne morem, če vidim, da bom naredil. Je pa, se pravim, zdaj, ko sem jaz recimo prišel do tle, ko sem, je bilo predvsem tako veliko dela, a ne, delo, ogromen enega odrekanja, rekel,
nekaj talenta moraš imeti tudi. Predvsem pa, ne vem, sfokusiranost pa, ne vem, želja po enem cilju. Recimo jaz sem na začetku hotel, ne vem, delati za en časopis. To bi bilo super, če bi delal tle za en časopis. Pa mi je to zelo hitro minilo, ne. Pa sem rekel, ok, bi mogoče delal za kakšno agencijo v tujini, ne. Pa je bilo to tako, da kar ni nekako prišlo. Ampak nisem popustil, tako sem rekel, ne, bom. A ne, si postavljaš letvico skozi višji, a ne. In pol zdaj po, ne vem, 10 letih recimo res trga dela, recimo oni, ki me poznajo, vejo, da sem, ne vem, hodil in, ne vem, še imel zraven službo, hodil, ne vem, sred noči, ne vem, ali pa sploh nisem spal, ker sem slikal, delal, vozil se. Pa mi ni nikoli bilo težko in mi niti ni žal niti za sekundo, ne. In se pravi, po enih 10 letih je pa v bistvu vse to prišlo. In, ne vem, agencija in stranke, mislim, ok, ne po 10, malo prej, ampak je vse to prišlo v bistvu ful več, ko sem si kdaj zamišljal ali pa želel, a ne. Pa čeprav sem za ene majhne Slovenije, ki smo prahac v tujini v bistvu, ampak te noben ne vpraša zdaj, recimo, če si dober oziroma če narediš stvari tako, kot smo zmenjeni, te noben ga ne zanima, s kje si, a si, ne vem, to se po mojem mi Slovenci malo preveč obremenjujejo s tem včasih. Tako da se da, a ne. Zdaj v fotografiji danes je pa mogoče malo težje, kot je bilo 10 let nazaj, ampak jaz mislim, da z enim pravim odnosom, talentom, delavnostjo, tukaj vidite, da skozi to delavnost nekaj poudarjam, ki je treba res delati, a ne. Nismo tam, ne vem, zato, da paradiramo z novimi objektivi okrog, ampak delaš, a ne. Briefingi so kar obsežni in je treba narediti od prve do zadnje stvari. Ponavadi pa je dobro treba narediti, a ne. Včasih ne gre vse tako, kakor si zamislil ali pa hotel, ampak ponavadi smo tako tudi malo po ekipah, no, da je vse narejeno. Zdaj bom jaz tako, no, mogoče malo prešel na lepšo stvar. Lansko leto sem jaz dobil od Red Bulla, so rekli, če naredim en projekt, so rekli, tle je budget, naredi nekaj drugače, a ne. In jaz sem na začetku svoje kariere sem borderje slikal, a ne, ki jih zdaj skoraj ne več. In v tem bordanju je bilo res preslikano vse. Mislim, da je border en izmed športov, ki res vidiš veliko kreativnosti. In jaz sem se odločil, da bom nekaj v bordanju, ker mi je bil res izziv narediti nekaj drugače v enem športu, ki je bilo ful stvari narejene. Tako da jaz ne dobim nobene kreative spisane ali pa kaj nikoli. Dobim nek briefing, ki je v bistvu en wishlist bolj, ampak za samo kreativo pa za te athlete shoote imamo ali pa za to, ki se pa moraš sam spomniti, a ne. Nimam nobenega, ne vem, da bi mi pomagal, oziroma včasih se kaj pomenimo s prijatelji, ampak to sem se čisto sam spomnil, a ne. Zdaj en video pokazal, če bo, upam, da bo delal. Sound ne dela. My name is Samo Vidic. I'm a sports photographer. I first met Samo like 10 years ago, I think, or maybe even more. We're here in Absolute Park in Austria, and yeah, we're trying to shoot something really different. Work with some mirrors, like something that I haven't really seen been done before, and it's looking pretty awesome right now. It's pretty late, I think it's midnight, and we are trying to get this shot with the two mirrors up on the wall, and I'm hitting it, and then there's the reflection in the mirror, and there's a lot of stuff going on. I had this idea with the mirrors in my head for a while, and we're here to make it happen.
Hitro sneg. Se sneži. I mean, I started off with going at about 10 meters high, but the mirrors weren't that high, so I had to go down to like 2 meters, which is really a bummer. Marco, you need to go higher! We were trying to get Marco in for different reflections in the mirrors. I was never a snowboard photographer, but my first client was from snowboard industry. I think that the really interesting thing about Samo is that he came into the photography like such a long time ago, and he started shooting like snowboarding mostly, you know, and then throughout the years he just went in and expanded his like range of like into pretty much every sport that exists, and did so many cool things in different areas, and that's really unique. We're gonna try to work around with different features that there are in the park. Basically combine that with all the mirrors and stuff. I'm really hyped that there's a art or creative part to that combined with snowboarding, and that's why I'm like really stoked to be a part of this project. We should go soon, but the problem is that one of the mirrors is frozen, which I can't see, but I guess in the picture it's frozen. That's bad. We had a lot of problems with the weather, cold, mirrors freezing. The whole night I was like, this is so insane. Like, we're doing so much to get this one photo, but after all this time and so many tries, like we nailed it and we got the perfect shot. Let me see. I like it. It's like Photoshop, but it's real life. Since I walked up here, I'm gonna go one more time. My favorite photo is from here, from the stair setup, where we put all 4 mirrors we brought here. When you see that, like all the efforts are gone. Like when you see that the work came together good, and so it's pretty cool. Se pravi, tle smo delali v bistvu 2 noči, tam ste videli, ki je bilo v pajpu, tam nismo nič naredili pametnega, ker je vse zmrzovalo. Se pravi, jaz tam govorim ta drugo noč, ob 4 zjutraj sem bil čist že konc. 2 noči za en shot. A ne? Pa je to, tle ni nič Photoshopa, niti pikce. In se je splačala. Ne. Bilo je objavljen čist posod. Mislim, vse te core revije, vse posod. Jaz pol nisem vedel, čist kot zanimivo, kva ne naredim s temi špegli. To so v bistvu pleksi špegli za pohištvo, ne, taki 2x3 metre. Tako da, ne vem, bili so ene 3000 evrov, mislim, da, in so me vsi sprašali, kaj s tem špegli naredil, sem rekel, nimam pojma. Ne. Tako da sem pol poklical v fotoformat, sem rekel, se da printati na te špegle, prav, ni problema. Tako da smo jih zrezali in zdaj so v bistvu čist limited edition fotke, te fotke na original ta špegel. In jih pol tako. In je tako ena posebna, no. Imajo tudi šef Red Bulla v svoji pisarni, mimogrede. Se pravi, a ne, če mislim, da bo to ni problema, celo noč, cel dan, nič jest, vodo, pa sam gas. Mislim, da nas je bilo 8. Ampak to vse skupaj z kamerman, še en fotograf za behind the scenes, za luči 2, za video, vse ene 8. No. Tudi tako stroškovno, rekel, zelo veliko denarja za en shot, ampak se splača. No, pa stvari, ki jih tako delam še. A ima kdo še kaj za vprašati? No? Smo rekli, da se bomo malo pogovarjali.
Ne, to je sam lahko zberem. Ja. No, to je moja stvar, kdo prišel, pa kdo ne bo. Predvsem je tako, no, da jaz, meni zelo, zdaj so se malo ti maili umirili, ampak recimo jaz sem dobival par let tako po 10 mailov na teden, a ti grem lahko pomagati. Ne. In to je bilo tako, da takrat se tako dela, rabaš enega, da ve, za kaj se gre. Ne. To je bilo ponovadi tako, da ne vem, se ustavlja z avto, zdaj pa treba znositi, ne, pa roke v žep. Tako da nagreja. Ne. Zdaj nazadnje sem tako, da je šel zraven, mislim, imam v Avstriji drugače enega asistenta, pa tle, ne vem, zadnjič je bil Bor Dobrin z mano. Ne. Super, ne. Sploh sam spogledava se, veva, koliko je ura in to je super, pa tako delata. Ne. Pa vidim, mislim, jaz ga vidim drugače tako, po 5 minutah, kdo je tako ta prav, pa kdo ni. Ne. Ker sem šel sam skozi tako hardware, veš, na začetku in skozi šolo, to je bil še film, pa ni bilo še digitala. Ampak pa tudi jaz sem bil taka, veš, meni ni bilo problema, ne vem, da sem bil tam, da sem lahko poslušal, da sem se učil, da sem gledal, če je rekel, ne, zdaj mi pa, ne vem, studio pomet, pa brez besed, z veseljem. Nič mi ni bilo težko. Danes vidim, da se je to precej spremenilo. Danes bi za božič sem dobil fotoaparat, zdaj bi pa 10 000 evrov zaslužil ta teden. Pa nagradko. Tako da, ja. A še kdo kaj za vprašati? Se pravi, jaz tako fotko, no, načeloma jaz nimam jaz vidim, mene so zadnjič spraševali, pa kako ti, ne vem, vidiš, kako se pripraviš na to, ne vem, ne znam povedati. Vidim pač, ne vem, težko vam povem, ampak se veliko stvari verjetno ne vidim, če se primerjam s kakšnim drugim fotografom, ampak enostavno vidiš stvar, vidiš fotko, vidiš, kva bo funkcioniralo, pa kva je brez veze, da se sploh ukvarjaš s tem, pa zgubljaš čas. Pa seveda tudi izkušnje so tudi del vsega tega. To je recimo ena fotka od Mance notar, ki je bilo lansko leto narejena na Bledu. Ful je bilo snega, ful je sneg padal, se pokličem očeta njenega, se rekel, dej naj pridite danes zvečer v Zakon na Bled, da naredimo eno fotko. Povem, za kaj se gre, se rekel, take fotke na Havajih ne morejo narediti. Ne. Se rekel, posod bo. In smo res prišli, postavili, tole naredili in je bilo, posod je ta fotka bila. Tudi, ne vem, pa ure delal vse skupaj. Ne, to je čist po svoje prišlo. Jaz fajn zmeri, če pridejo v nekih bolj takih kričečih barvah, rečem. Recimo, ne vem, rdeča, modra, rumena, če se slika neke športnike, da malo ven stop. Zdaj, če bi ona bila čisto črn, še črn sub, se je sploh videl, ne pa ne. Tako da drugače ponovadi povem, dajte neke druge barve. Take stvari tako zelo rad delamo. Ne. Peter Kauzer v Tacnu, aparat smo mu dali na kajak, pa s fleši še zraven delali. Tudi smo se, ne vem, smo gor ti šrabali, če je kdo v nas videl, po mojem mislil, kaj so to eni amateri, ker to smo kar z enim gumicam, ampak je delali na koncu. Midva sem naredila zelo podoben shot, ki on še ni bil sponzoriran od Red Bulla, ki je bil v bistvu en shooting ki je mogel neko prezentacijo gor poslati. In sem hotel točen tak shot tudi narediti. Da je ti sonce zad nek, pa takole, da je ta prava pozicija, pa tako naprej, ki je tudi zelo pomemben to. Kako je, recimo iz njihovega zornega kota, da v en kajakaš bo rekel, ne, če on takole, da nima vesla niti v vod, to ni nič, to ni fotka za poslati, ampak mora biti pozicija ta prava. Zdaj se zmeri z njim pa malo pogovorim, če športa ne poznam, zmeri daj mi malo povej, kjeri so tiste specifični movi ali pa, da malo veš, recimo.
kva je, kva ni. To je neki Z-Racea z Spielberga, je bil čas, pa sem tam dva najdel v tradicionalni. To je nekaj iz helikopterja tudi. Fajn je, jaz tako imam rad tako, da malo, se pravi, kadar se fotka, je fajn, če pogledaš malo, kakšna je kaj svetloba, ne, pa kje je kakšna senca, pa kje je kakšno sonce in se da zelo lepo narediti. Recimo tle iz helikopterja narejen tole, je bilo od spodaj čist senca že, oni so bili še v bistvu sonce je počasi dol šel, pa lahko tako grafično lepo izgleda, no. To je iz bazena, iz Radovljice, sem delal eno kampanjo za Senscore, za eno švicarsko firmo. Zdajle nimam slike s sabo, ko smo to naredili, ampak to je bilo, jaz sem najprej v Kranju vprašal v bazenu, pa je bila neka blazna cifra za najem, potem sem se pa Radovljic zmenil, da so eni zidarji prišli, pa so mi tak čist navaden podest naredili, eni 3 metre visok, po tleh smo dali en filc črn, pa je on plaval ene, ne vem, 10-krat mogoče, pa smo šot imeli. Sproti smo v Švico pošiljali še, da so potrdili. To je ja, jaz sem tako z vrha, ne, po tleh smo dali filc, pa ga obtežili z utežmi, tem potapljaškimi, pa je pa on čez plaval. Mislim, sej malo je še potemnen pol, ampak tako, da je to je narejen s telefonom na Voglu, ki smo tudi nekaj za to Nokio delali, v ČB sam dan. To je z cliff divinga, ta je kar znana. Pol te eventi, ne vem, Fetel, to je Marko, to je Staro tudi. Pol to z vode, tle, to je tudi težko delati, če nisi navajen. To je par fotk s hokeja, ki je bil tle v Ljubljani, to je tudi Staro. Ampak tako, no, da se da narediti tudi na mogoče malo drugače na enem hokeju kakšno stvar. Neki still shift. Sprav, da niso oni tipične fotke, ampak da je tako malo bolj na imidž, nekaj majčkeno drugačno. To je moja, po moje moja najljubša fotka ever. V Barceloni smo nekaj eno reklamo snemali za Wings for Life, pa je pa tole ena triatlonka švicarska, tle gor pa dol laufala, sem jo slikal, pa se je pa tale kuža postavil. Je ona že, ko je videla, že skoraj ustavila, sem laufal naprej. Pa jaz sem se ful smejal, in je lastnica prišla in me še nekaj ukregala, sem ji pokazal sliko, no se pa je odsmejala, pa sta šla. Ampak tako, Dalija sploh videl nisem najprej, pol šele. Tudi, ne vem, tako štima, tam je res tako fajn. To je iz Pekinga nekaj, smo tudi en kup problemov imeli z vremenom. Ampak to je tako bilo, recimo mi smo se tam peljali mimo z avto, pa so teli hodili, ne vem kva prodajati tam, pa sem rekel, daj pelj se tam zraven, čisto tako, da ne vem, pokaže tako nek kontrast, da se vidi tam neki super drag kolo pa te mojstri. V bistvu nič zmenjen z njimi, sam meni se je peljala. In to je tudi Staro 2001 po moje. Z Garmisha. No, zanimivo je to mogoče, da te fotke, ki so meni najbolj všeč, moje, niso bile nikoli uporabljene, recimo to jaz sem tle za Elan nekaj delal. Ne vem, jaz bi to dal za reklamo, to je se pravi 2001 je bilo to narejeno. Meni je to super fotka za kakšno reklamo, za te borde. Nikoli ni bila uporabljena. Isto ona z Dalijem, nikoli ni bila uporabljena. Pa mogoče ste tudi to opazili, da vse te 3 fotke, recimo, ki sem jih zdaj pokazal,
da ni nobene ekstra luči, nobenega flasha, nič. V čoba so dane, pač zato mi je sedel, ampak noben komplikacij, nič. Se da narediti z enim objektivom, z enim aparatom čisto super sliko. To je isto bilo v Goran Dragič, tle v Stožcah smo nekaj delali. Zdaj, a vas še kaj zanima, no? Tako malo me vprašajte, kaj še, no? Kaj zdaj več ne vem, kaj govorim. Mislim o kreativnosti, ne vem, vam težko povem, ker res, kot sem rekel, da vidim stvari, da mi, ne vem, če dobim kakšno, ne vem, zadnjič sem dobil, lani nekaj sem delal, sem dobil z ene agencije naše, zelo, zelo znane, da bojo poslali kreativo mi, 14 dni prej pa sem jo, pa je prišla pol gospa, ne vem, 15 minut je še zamudila tisti dan, ki bi mogli začeti delati, pa mi je pokazala pa je na telefonu ene slike, tako bi radi. Pa pozimi smo delali, ona mi pa s plaže ene slike kazala. Mislim, to je, to sam pejt. To se... Da, sploh komentiral, kaj je škoda. Ne govorim zdaj za vse, da smo si na jasnem, ampak tako, no. Zdaj ta cliff diving, recimo z vode tudi veliko delam, tole iz Tajske. Recimo, se pravi, v vodi si ti zelo v bistvu omejen na in pozicije in ne vem, ne moreš biti neki super kreativen. Ne. In jaz sem pol pogruntal nekaj, kako se da to majčkeno drugače narediti. Ne samo tisti pol, ki poznamo, ampak malo drugače. Sem neko drugačno opremo naročil, nekaj mi slučajno enkrat ratal prej in se neko to mogoče šlo. Ne. In takole pol, ne vem, to je mi bilo super, da je bilo res malo drugače z vode, da niso bile samo one klasične ali pa pol. Se je to nekako pol, ampak malo drugače. Tako da sem že videl, ene dva sta nekaj probala kopirati, pa jim ne gre še. Recimo te stvari, ki jih jaz sam pogruntam, več ali manj zadržim zase. Tiste stvari, ki sem se pa jaz naučil, ali pa jih dobil, ne vem, na internetu ali karkoli, mi pa ni problem šerati. Ampak ene stvari, recimo to, ki je taka dost, recimo, simple stvar, pa sem jo res čisto sam, po nesreč mogoče pogruntal, jo pa ne bom čisto vsakmu povedal. Ne. Ker se mi zdi, ne vem, mogoče ni prav, mogoče je prav, ampak da ima mogoče kdo to da še kdo kaj razmišlja, kako je bilo narejeno to. Recimo, jaz sem videl ene slike, sigurno 10 let nazaj, na Bledu je ena punca nekaj poslikala in mi še danes noče povedati, kako je naredila. Zdaj, 2-3 tedne nazaj sem jo srečal, se rekel, zdaj mi už pa povedal, prav, ne bom, pogruntaj. In mi noče povedati. Ja. Ja, to na začetku, ja, ne vem, jaz sem bil tako noter, jaz sem videl eno sliko, kako je to naredil in takrat ni bilo digitala, da plah, ne vem, neskončnost to probaval, ne. Ampak si mogel kaj zapisati, kako, sem kakšno stvar nastavljeno in sem toliko cajta, dokler nisem saj približen, da sem zaštekal, tako je naredil, ja. Danes je lažje, no, ki tudi imaš vse na netu, pa je dosti lažje. Zelo hiter, no. Zelo hiter. Jaz nikoli ne bi mogel, ne vem, naredim kaj v studiu, ampak da bi mogel jaz v studiu biti cele dneve, meni se zmeša, no. Tako nisem, mi je všeč, da grem ven, da se dogaja, no. Da je skozi kakšna akcija, da, ne, meni je super, jaz sem bil lanskrat, ne vem, okoli 200 dni od doma, meni je super iti, še lepše mi nazaj prideti,
ampak mi res super okoli hoditi, pa ne vem, cel svet sem prepotoval že, ne vem, toliko nekega folka spoznaš, ne vem, sploh ne vem, pri Red Bullu, ki je, ne vem, se toliko stvari lahko naučiš, ne vem, več ali manj poberejo smetano ta boljših, ki so, ne vem, in ne vem, v komunikaciji, v organizaciji, kjerkoli. In to sam glej pa uč se, a ne. In meni je to super. Res to, mislim, jaz se v 10 letih tako spremenil, ko gledam na vse skupaj, pa da neverjetno. Tako da meni, se pravi, meni super, jaz upam, da bom delal čim dalj tole, no. Dokler bo šlo. A ne, takrat nisem, ne. Takrat pa rožice slikaš, pa kužke, pa ognjemete, pa vse moraš probati. Tako kot vsak po moje sem. Ampak je pa tako, da so mi prej že govorili, no ful, ne vem, samo nek kompakt, pa smo šli s prijatelji v hribe, pa smo se malo slikali, pa sem jaz hotel malo drugače to narediti, so vsi govorili, ti imaš uč. A veš, to je super, a ne dej. Jaz sem dosti pozno začel, sploh tako zares fotkati, ne vem, sem bil star malo čez 20, 25. Ampak je pa pol tako, sem pa res noter padel, no, tako, sem res delal, no. To je odlete z Bovca, tudi z helikopterja. Mislim, da je naslednji slajd, pol, kva smo sploh delali, ampak isto. Svetloba, tam je bila senca, tlej sem v srečo, ker zgleda, če je kera punca opazila, da je kakor en srček, a ne. A ne, še na tej strani, oddaleč, tam mogoče se bolj vidi. Ampak tako, tak, a ne, dvostranska za kamorkoli fotka. No, to je tudi z vode. Tle sem pogruntal. Tisto, ki sem vam prej razlagal. Recimo, evo, to je Daniel Ricciardo, ki še ni bil v Formuli 1, ampak 2 leti prej po moje. Prej zdaj Red Bull Juniors, ta mali, ki so pred Formulo 1, na štadionu v Salzburgu. Kva ne, jaz delam z njim na štadionu v Salzburgu, a ne. Spomnim se nekaj. In pa smo to delali, a ne. En je bil golman, drug je žogo brcal, mislim, take stvari sem, ampak to se moraš spomniti tam, zdaj, čez 2 minute začnemo, a ne. Tle smo naredili, 2-krat skočil, pa je pa menedžer prišel, pa čisto je znoro, da si v roko zlomil. Tako da recimo te fante, a ne, to Daniel, ki zdaj pri Red Bull Racingu, ali pa Marquez, pa to jaz poznam, ki so bili taki, a ne, ki te juniorje vsak let delam, a ne. In to je super, recimo polk, ki so enkrat res, a ne, noter, je to super, ki jih srečaš, a ne, te poznajo, so ful je lažje delati, no. Ker te pozna 10 let že in ve, da ne vem, da ne boš mu nekaj zdaj škode naredil, ga boš pareciral ali karkoli. No, to smo delali v Bovcu, ki je Matjaž pristal gor. Ne vem, to je zelo težko bilo delati s helikopterja, ker se izraven je bil Cineflex še in so oba delala, ponovadi je ena kamera, se pravi Cineflex, pa fotohelikopter čisto po svoje, a ne. Tako da oni dva sta tako letela, mi smo pa skozi tako letela, ne, skozi po stran. S tem, da pilot njih ni videl in jaz sem mogel skozi govoriti. Se pravi, da delaš ta visual, skozi sem mu mogel govoriti, delal sem zraven, pa skozi, kje so, pa še drug promet je bil. In to je narejeno s 300 mm fix objektivom, tako je bilo kar težko, no. Tole Axel, smo tudi tam v Innsbrucku nekaj najdeli en kucelj, da je bilo malo ozadja. Ta fotka je bila naslovnica Outside of America, ki je največja taka revija v Ameriki. Sem tako bil zelo vesel takrat. Ja. Veš, kva je sfotoshopiran tle, edin očala. Zato, ki je prišel s črno šipco, pa
ni priporočljiv, je fajn, da se oči vidijo. Tako da smo šipco vendar, pa je samo očala mu gor. Šipco mu je pa je Filip sfotoshopiral noter. Opa. A je to fotografija? Mi se pogovarjamo o fotografiji tle. To ni nič. Zame. Ne, najdeš eno zadje, pač smo ponucali ene luči, ampak to se da narediti na lokaciji, ja. Mislim, to studio pa to meni ni. Zdaj smo zašli. Ne omenjaj mi tega več. Se tle malo slab vidi. Recimo tle sem si jaz gležen zvil tako brutalno 3 minute potem, ko smo začeli. Ker sem tle dol padel. Ki je bila čista tema, ne? Jaz sem uno čelko in nisem dobro videl in sem sam dol padel. Ampak je bilo pa treba vse isto narediti. En sred noči hiter po tablete, po led. Ampak, ja, tak gležen, ampak smo delali naprej. To je na Milosu v Grčiji, bilo kao Riding the Moon. Tlej zvezde so tle druga fotka, no. Je se ne da tako narediti. Že tam, mislim, se da podoben narediti, sam ne toliko dobro. Se pravi, za dobro fotko, tudi za ne s takim gležem. Zdaj, jaz sem nekaj let nazaj hotel, zdaj sem malo len rato, ampak narediti te športniki, ki jih delam tako, da so v svoji, se pravi, v akciji, ampak da ležijo na tleh. Ja, zdaj on na asfaltu tle leži. Tako. Ampak zdaj imamo mi časa ponovadi zmanjkano. To je bilo čisto tako, sem se enkrat vmes spomnil, da imamo narediti za štos, pa sem pol nekaj kar delal, no, zdaj sem malo ven. A še kakšno vprašanje? Drugače lahko tudi, zdajle bo samo še nekaj, pa smo zaključili. Lahko še kakšno stvar, pol pridete vprašati direkt k meni. Ja, težko je zdaj, no, recimo jaz na Getiju sem čakal 3 leta na pogodbo. S tem, da je še v bistvu Vlad malo na ogenj dal. En prijatelj. Prosim? Ja, jaz sem poslal mail gor, zdaj ne vem, koliko let, to je že po moje 12 let ali pa še kakšnega več nazaj, pa so meni po moje ta prav trenutek, no, ker takrat je bil glih tako, se je nekaj menal, ta digital, pa jaz sem poslal mail gor, odpisali so mi čez 20 minut, dajmo probati, ker takrat jih še ni bilo še toliko navala, no. In ja, smo probali, smo začeli delati. Se pravi, tako kot sem prej rekel, a veš, če vidijo, da si zagnan, da delaš, da nimaš nekih egotripov pa problemov a veš, ker tam pol smo, ne vem, 4, eden ima problem z nekim egotripom, jaz bom to konca, ne. A veš, se pravi, da se vklopiš v ekipo, da ti ni težko nič, a ne, narediti ali iti ali karkoli, pomagati. Pol sem pa počasi, ne vem, sem najprej tle začel, pa sem pol šel na šolanje gor, pa sem malo začel, ne vem, Italijo, Avstrijo, tako da zdaj sem po tej international, ne vem, 5, 6. Ki je pa zelo tako pol, mislim, to je dosti zaprta ekipa, no. Tukaj je in recimo jaz sem bil tudi ta prvo let čisto na probi. Probajmo, da vidimo, če smo kompatibilni, a ne. Ker te velike stvari ni tam cajta za a boš ti zdaj to ali ne boš.
treba iti, kdo gre, ne more iti. Jaz imam sam drugače dobre tako izkušnje. No. Niti enkrat, da bi imel kakršenkoli problem zaradi tega, ker sem Slovenec. Na Bledu stanujem, do letališča imam 15 minut, z avto kamorkoli po Evropi imaš par ur, tako da je genialna lokacija, če me vprašaš. Pa sem na začetku malo bilo bolj mogoče bil pa v Salzburgu jaz doma. Ne. Pa ni čistko, no. Jaz mislim, da je super tlele. Je pa res, da mislim, konec koncev bi bil lahko kjerkoli, ampak stle je topno. Danes pa recimo, če bi pa danes probaval, je pa sigurno težje. Ne. Ker je pa tak, sploh recimo v fotografiji danes je drugače, kot je bilo 15 let nazaj. Ne. Danes vsak že pač slika, pa je malo težji mogoče, ker je en kup enega balasta, rečeva, ne. In je težji vseeno. Samo če si pa tako ekstremno dober, bom rekel, res talentiran, pa plus vse, kar zraven paše. Zdaj recimo lahko si ti super dober fotograf, zdaj govorim recimo za Red Bull, ampak če imaš ti probleme takšne in drugačne, naušlo. Tako, je en tak paket moraš biti, no bom rekel. Ker, a veš, oni, tudi športnik recimo pa Red Bullu ne more biti vsak, ki je dober, ki je najboljši. Moraš imeti neko, mora biti ta prava persona, mora se znati pogovarjati, obnašati. Če ne, ni nič. Isto je pa tle, pri nas, ko nas zbirajo. Tako da danes bi bilo, si ne upam predstavljati. Jo. Aha. In pa one bolj zgledajo. Ja, dobro, to je druga. Recimo, jaz nisem nek veliki ljubitelj obdelave fotk, zato ker sem se učil na film, pa takrat je mogel štimati. Zdal na dias na mizo, to je to. Tam se je videl, kdo je kdo. Se pravi, zdaj, recimo na Getiju je recimo agencija, jaz lahko naredim crop, pa levels, pa sharp, pa v ČB lahko dam, pa čisto nič drugega. Na Red Bullu je bilo pa tako, da se je, ne vem, 5-7 let nazaj, se je to je zjutraj prišel in lokacijo slikal, s 3 koncev, popolne pa prišel pa event naredil, pa to sestavljal. In jaz sem že takrat tako, ker so bile debate, se neko le, za magazine, ajde, ampak to ni to, to je brez veze. In je to trajalo 3 leta in so pogruntali, da pa nisem imel jaz v bistvu narobe, da nisem narobe en govoril. In zdaj v bistvu, pa mislim, da je sploh tako trend tudi zdaj, da se to čim manj obdeluje. No. Tako bom rekel, pri takih fotkah. Ja, Page nabija tiste kontraste pa saturacijo. Ja. To je malo drugače, on ve, kva ne sme delati v glavnem. Ki je že imel problem, ampak tako da ve zdaj, kaj lahko, kaj pa ne, ampak to je dosti po okusu, no, zdaj meni tam, ne vem, to, kar se 3 leta nazaj delali, meni je to čisto ne vem zdaj, no. Jaz imam tako zelo rad, da je čim manj, no, da je fotka taka, kak je narejena, v redu, valjda barve pa to po kakšen crop narediš,
Ampak se to ti skveza, kva se gre videti fotko. Zato, da boš ti, ne vem, nekaj photoshopiral, tista fotka ne bo nič, za enega lajka mogoče, ja, ne vem, je tam dodal to, pa ko to noro zgleda, ampak ti gledaj vsebino fotke, mislim. Tako da... A ja ne, Filip je v bistvu lokalen fotograf za Avstrijo. Filipu sem jaz veliko pomagal, no, oni pa takrat so se tako zmenili, da je tudi meni veliko hodil pomagati, pa se je veliko naučil, zaštekali so se tako in tako hodi kar dosti z mano, no. Kadar je tak shooting, da gre zraven. Ne, ti dobiš en brief, recimo, če glih v motokrosu goriva, par let nazaj sem mogel iti v Faenzo, ki je bila prva dirka svetovnega prvenstva v sezoni in oni so imeli takrat 13 dirkačev. Se pravi 13 athlete shootov, ki drugače traja vsaj en dan za enega, sem jaz mogel v 2 dneh narediti. S tem, da se je na ime Karioli, ta svetovni prvak, se je tako enkrat pripeljal, pa sem mu rekel, če gre lahko še enkrat, pa mu že ni bilo prav, ne. Tako samo en ovink. Poj veš, kaj je to. Oni zdaj recimo tega sploh ne dobivam več, no. Zato, ne vem, po moje, da ker vem, kva moram narediti, ampak tako zdobival točno tako portreti, lifestyle, akcije, pa kva je okej, pa kva ni okej, a ne. Tops pa flops, ali kako je že bilo. Ampak se pravi, nek lifestyle, neke portrete, pa akcijo, zdaj pa odvisno je to zdaj čist privat shoot, ker recimo, ne vem, da ni to neka tekma, več lahko narediš, mislim, lepše lahko narediš, ponavadi. Če pa dirka, pa probaš čim boljše narediti, a ne. Da je čim manj, ne vem, vidiš, ne vem, stvari. Pa koliko mora biti kaj brandinga, koliko je preveč, koliko je premalo. Tako, moraš tudi občutek imeti, no. Drugače pa ne zdaj oni, da prekaj hočemo tako fotko, ne. To je čisto od tebe odvisen. Boš naredil, bolj boš ti zadovoljen, pa kakšen več posel, mislim, še shooting boš dobil, ne. Te žene naprej pol tudi to. Ne. Mislim, jaz ne smem... Ja, mislim, glih za Monster nam shoot delati, a ne. Tako, oni zelo lepo za nas skrbijo, bom rekel, veš, ne vem, smo v dobrem hotelu, zato da se morate spočiti, pa to, da boste zjutraj delali, tako ki treba. Ampak je neka, mislim, sploh jaz, ki sem že toliko cajta z njim, valjda imaš neko lojalnost, pa tako, se naučiš stvari. Drugače pa ne, drugače pa lahko delam. Jaz imam pogodbo tam, jaz nisem tam zaposlen, ampak imam pogodbe, ampak ni tam zdaj neke klavzule, da zdaj tudi za tega napiše, da ne smem delati, ampak bo še enkrat. A še kjerga kaj zanima? Ja. Ja, na začetku je bilo tako, da sem jaz bil, jaz sem mogoče srečo imel, ki je bil tle, takrat sem jaz začel, je bil Fevžer, je bil tle Capo di Banda, no. Tako da sem jaz takrat rekel, okej, tle nimam kaj iskati in sem v bistvu takoj čez mejo šel. Drugače, jaz sem bil pa Alešu tako recimo en let, kakor malo asistent, s tem, da ni on meni zdaj, lej, to moraš tako, ampak on je pokazal fotke, tako naredi, mislim, a ne. Pa največ sam. Probati, vprašati, iti, ne vem, sem šel na kakšen workshop v tujino, tako, no. Sem šel v Ameriko na workshop, ki je bil tako drag, da je bilo noro, pa ne vem, je bilo tako, da sem, kako pa to narediš?
Pa je povedal, ok, kaj pa pol to, pa je bilo pa že ni imeti več hotel, veš. Rekel, povej mi, če sem plačal. Tako, jugo varianta. Oni so bili kar tihi Američani. Sam največ, no. Pa da razmišljaš, da razumeš, za kva se gre, svetloba, tako, mislim pa, da imaš nek feeling svoj, sej ni vse dobro, ampak probaš narediti tako, da je najboljše. Jaz sem še en recept napisal, ki je pa tako za hec, ampak je pa velik res tudi. Bom kar ugasnil, rekli, vidim, da hec je, no. Ja, ampak je zelo velik res, veš. Mene še nekaj zanima. So v bistvu postavili sam budžet in ali plačano na fotko, čas, ali imaš fiksno na dan, toliko je, če prejaviš in to. In še eno. Kje je zdaj to, pa Red Bull ali nasplošno? Splošno. In potem me še zanima v bistvu recimo dobra agencija v Sloveniji in agencija v tujini. Razlika, mislim, je dejansko v tujini, da več ali so tudi pri nas. Kjera pa je agencija pri nas? Kjera agencija? Ne, recimo, če te recimo... A ja, oglaševalci, okej. Tako je, ponovadi jaz delam kar na day rate. Odvisen je recimo v Aziji, imam agenta tudi, je tako, da se dela day rate, pa nekaj buyoutov. Probaš tako eno srednjo varianto vsekati, no. A veš, da boš dobil, ampak vseeno, da te ne okolo, mislim, ja, veš, kaj mislim. Tle pa, se pravi, v Evropi je pa tako, no, najbolje s kakšnimi Američani delati. To je najbolj fajn. Tam plačajo vse. Meni so za eno fotko z Air Racera plačali, da ne vem, da bo na eni bajti vesela, čeprav je tam v pogodbi, da ne rabijo plačati. Pa so mi tako dobro plačali. Sem rekel, prav, tle imate račun. Drugače pa, ne vem, z agencijami tle v Evropi je tako, no, malo škrta, mislim, veš ko, veš kako je, no, jaz sem si recimo eno ceno postavil in nočem po tisto ceno, ne bom šel, sem raj doma z otroci recimo. In čim enkrat greš po to ceno, sploh za enega naročnika stalnega, ne boš tam ostal gotovo. To mi verjemite, da ne bo šlo več. Ja, in so, veš, in vejo, zdaj me sploh ne kličejo več za take stvari, ki vejo, da ne bom šel, mislim, ne grem. In mogoče na začetku sem razmišljal, to mogoče ni prav, ampak na koncu pa črto potegneš, je pa to edin prav. Ne, pa tudi, mislim, od zunaj ti boš rekel, ne grem za ta denar delati, poklič drugega. Te bo marsikdo te že zaradi tega malo cenil, se napustiš. Je pa težko, tle se tako pogovarjamo malo. Ja, dobro, to je itak. Ne vem, jaz tlele skoraj čisto nič več ne delam, ne vem, zadnjič sem nekaj naredil isto za eno agencijo, je bil takoj problem. Tako, za 2/3 manj bi plačali, kakor so mi potrdili. Do petka plačite ali pa vas bom dal izvršbo. Jaz se sploh ne pogovarjam, res. Tako da, mislim, pri nas je pa tako ful jamrajo, no. Saj tako, ko se pogovarjamo, je pa težko, no, zdaj. Ne, to najcenej mora biti pa sploh jih ne zanima več, ja.
čez mejo. Na Getiju. Na Getiju talamo, ne? Procentualno. Pa podvisen za kaj ponudca, je to za Cajtan, je to za revijo, je to za Billboard, ali mislim, je cena druga. Ne? Na Red Bullu je tako, da imamo pogodbo tako, da imaš ti day rate, pa editorial imajo zastonj. Če pa kaj drugega, pa mene direkt, pa se pa zmenim, kakor se hočem. Lahko jim dam zastonj, lahko jim pa zaračunam. Sam jim ne dam zastonj. Ker to tle mogoče ne dajati zastonj stvari. Ne? Če to je ena revija, rečete v redu, lahko jo uporabite, če nimamo budžeta, bo ta drug stav. V redu, pa mi pa dajte za en let naročunijo zastonj. Neki. Veš, da neki morajo dati od sebe. Ja, cool. Tako, hvala lepa Samo. Ne, da smo končali, sam en aplavz ti bomo vsem spustili, ko smo videli dobro stvari. Da nam pomote samo vsem Gorenca, ne, tako da z Gorenci se težko menta, ne, tako da sem tudi sam Gorenc in pač imamo neke težave, ne. Vedno moramo kaj nazaj dobiti in to je pač tako ne. Zdaj v Sloveniji te agencije gor dol se moraš kar dobro zmeniti, da ne obrnejo to v svoj prid, ne. In to se je treba zmeniti, dajte se zmeniti, ne. Če dobite materialne stvari, ker vem, da jih je tudi Samo včasih dobil, jih pa dobiš materialne, sam si se ti odločil, da boš to naredil. To je del tega pogovora z nekim bogim vodjem projektom, ki te bo, ali te pa ne bo, ne. Ja, to je delanje. Tako da pač tudi, če si taka legenda, ki on te še vedno kakšen pele, ne, ki vem, ki pove kakšno lepo o svojem rojstnem kraju, pa tudi o kakšnem drugem, tudi kdaj pa kdaj na kakšen Facebook spusti nežbata, ne. Tako da vprašanja so še vedno, zdaj vam samo mikrofon prinesel, tako da bomo slišali, kaj boste vprašali, tudi zadaj. Najprej bom jaz eno spustil, zato ker imam mikrofon, pa lahko. Škva me zanima, kako je delati z neko tako recimo totalno legendo, ko je svetovni prvak v ne vem čem in ti priješ tja in zdaj bomo pa naredili nekaj čist kreativnega, drugačnega in oprosti boš na fuzbalskem placu pa skakal v lufte, ne trika, zdaj bom mratov pa še ne vem kva si už naredil, ne. Kako to izgleda? Kako jih prepričaš, samo imaš težave? Z Danielom recimo takrat, mislim pa tudi danes, glede na to, da me pozna, ne je bilo problema, ne. Zdaj pa recimo kakšni, a se slišim? Zdaj kakšni drugi recimo je pa načeloma tako, če smo mi nek bolj privat recimo, da ni čist, ne vem, vsak lahko pride zraven, ki grem, je to čist normalen folk, super in mislim, predvsem vejo, da je to za njih, da naravno je z teh fondk, ampak da je za njih dober. Se pravi, da bo nekaj dobrega, bojo tudi oni dobro izpadali, se pravi, bojo tudi oni več imeli od tega, konc koncev. Ne vem, jaz sem delal s temi več ali manj vsemi, no, pa ni bilo enega problema, ne vem. Bilo je enkrat tako, da so bili malo neizbrani, bivša od Toro-Rosa, Boemi, pa še ne vem, kva je bil ta drug, Jamie. Je bilo tako, da je bil, pa ni bil, pa je bil, pa je spet zginil, veš, ti imaš pa 1 uro za oba, pa sam še 10 minut, on ga pa še krni, ne. Pa sem pa malo znoril, mislim, tako sem mu povedal, zdaj pa, mislim, moš poveš, direkt, a ne. Ja, mislim, ker jaz sem drugače izkušnje, da te, ki so že nekaj dosegli, pa ki nekaj so, ne, tako, ki si napisal. Ja, druga liga nogometna slovenska so največ. Je malo težje fotkati, verjamem, ja, pa v kafičnihu moraš še tako že. Ne, te vajo, za kaj se gre, tako da ni pa nobenega problema. Ne vem, Axel Tok smo delali takrat, je pa še z nam bil kar 3 ure, ker smo še nekaj drugega delali, pa z nam pa v trgovino, pa na sendvič, pa kaj mu tam v Innsbrucku, nimam kaj za delati, bom z vam, pa z nam okrog hodil. Tako da, tako. Selfije spuščaš pa, ne? Ja. Tako, še kdo? Ajde, vprašanja zdaj. 3-4 daj. Photoshopa vemo, da ne mara, tako da toga ne še enkrat vprašati.
Ma ne, da ga namaram, saj ga uporabljam sam. A je ga? A ja, Ja, valjda. pa ne bom vprašal. Do ene mere. Živijo, Simon. Živijo. Ko smo bili pri Photoshopu, ne, se bomo ostali v eni fazi prej. Koliko intenzivno pa šraufaš te stvari v RAW importu ali pa v Lightroomu ali pa kjerkoli pač? Ko vemo, da Photoshop ni pač sam stamp tool, pa vse te zadeve, da imaš RAW obdelava. Kaj je ta prvi program, ki si rekel? Photoshop RAW import. Pač. RAW import ali pa Lightroom, karkoli pač upravlja. Ne, veš pa imam jaz, Bridge pa Camera Raw. No se to, Bridge pa? Aha, Camera Raw. Ja, to je to. To je to, ja. Koliko tam šraufaš? Ja, zelo malo. Zelo malo. Tako, jaz res hočem tam narediti, da štimajo stvari, no. Tako, ne vem, kakšen kontrast, kakšen ta dodge and burn izrez. Pa une, ki ti brez scenarija ratejo, kot je recimo Kuža pa Dali pa tako. Ne, to je sreča, to lahko še 10 let tam stojim pa na več. To je sreča bila, čist. Zato mi je všeč una fotka, ki ni naštimana sploh. Hvala. Edin, če prije pol dizajner, pa tu se Ne mi je vzel v Photoshop. Lahko pa Filipa pokličemo, kaj je povedal. Naslednji. Vse ne grizemo, pa tako leto bomo ful vprašanj imeli na vseh kreativnih. Na polno in prvič moramo začeti ful vprašanj. Ja. Karkoli me lahko vprašate. Mislim, ker na Bled sem ben na vozu, jaz ti povem, da... Vse mi ni. Čakaj, tle je hotel nekaj vprašati. Aha. Ne, nisem... Ne, imam Polaroid, no. Drugač pa nisem na film poslikal vsaj 5 let. Zadnjič sem enkrat za što zgadal, da prodajem unga ena HS, kva je, film aparat. Za 300 €, star, to je ful pocen, pa to, koliko ima pa posnetkov, pojma nimam, 100 filmov. Čakaj, to, a ni to digitalno, folk, veš, mulci sploh vedeli niso. Ne? To je analogni aparat. Ne, imam enega še, ki bo ostal tam pri meni. Oziroma 2. In jutri grem na dopust za en teden smučati. Ne, pol grem, nekaj mi je odpadalo v Flahavu, tako da je naslednja Kitzbühel, konc, ja, mogel bi v bistvu ta teden na dopust zdaj, pa pol v Flahav za 3 dni, pa pol direkt tam v Kitzbühel. Pol pa naprej, pa ne vem, mislim, imam tam do junija že ene stvari, bo kar veselo spet. Kaj pa je tisto, a veš, mislim, dobro, da moraš iti, ne vem, na drug konc sveta, prej zmatran jetlag, imaš opremo, se ti izgubil, ne, recimo, ne. Pa se tam trije postavijo, no zdaj pa akcija. Kje najdeš pa tisto, a veš, zdaj pa jaz moram to narediti, zdaj v Abu Dhabiju, jaz moram tukaj zdaj šklocen, pa če se na glavo postavim. Kje dobiš to motivacijo ali pa ne vem, nekaj, ki te driva, da, a veš, uč kot prejš 3 kave pa gas ali. Ja. Ja, mislim, meni to, veš, prideš zgonen, recimo, ponovadi prijemo sicer en dan prej, ampak včasih tudi težko vstati pa iti, ne, normalno. Ne vem, dobra fotka, dobro fotko narediti, najboljšo fotko narediti, ne, ki jo, ne vem, veš, meni tisti pes pa Dali, recimo, je meni všeč fotka, meni ful, mislim, jaz sem ful nisem zadovoljen s svojim fotkam, že skozi. Ti je eno všeč, ne vem, 2 dni pa mi pa ni več, ne, ampak dobro, una mi je, ampak skozi neki, da a veš, da boš naredil eno fotko, boš rekel, taj pa, a veš, lov za najboljšo fotko, saj sem napisal. A pa je vedno, če jo nikoli ne bo. Prva motivacija še vedno šport ali imaš želje še po, ne vem, kar mu kakšno drugo zvrst? Ne, meni je to super. Ta šport mi delati, mi to. Vse naredim tudi kakšen portret, pa tako, ampak pa recimo me je tako zagrabil, takrat smo mogli začeti tudi to delati, mi je bilo super, da sem se spet nekaj tako,
itak učimo se skozi, ne. Ampak mi je bilo tako res, pa luč, pa to pa tako. In recimo, ne vem, takrat sem tudi to, mi je bilo res super, ne, ampak pa naredim tako korektno ampak ne vem, šport mi je še vsem Pa še vedno daje. lahko se učiš, pa eksperimentiraš. Ja. Pa Sicer malo je zdaj težko, ker familija pa to, pa ne imaš glih 20 ur na dan časa za to. Ne. Včasih si kakšno stvar tudi naredil čisto za moj gušt, pa jih že dolgo nisem. Ampak ja, gruntam, če ne drugače, ne morem spati, pa gruntam kap naredil. Kaj ne vem, spet. Pa je težko vzdrževati relativno zajeben lifestyle, familijo, Slovenijo, mislim, lokacijo, Slovenijo imamo vsi radi, mislim. Ja. Lokacijo in tako naprej. Mislim, ko predno priješ iz Brnika kamorkoli, a ne, pač vseeno ti gre 2 dni, a ne, recimo, in tako. Pa ne, mislim, kaj pa vem, misliš doma, se pravi familija? Ja, mislim, a veš, pač žena ti spakira, ajde vidimo se čez 14 dni, ne, prinesi kakšno fotko dam, pa darila rabam, ja, pa tako, pa frocam avte, pa ne. Ne, se ona je navajena, se že toliko časa skup, da zdaj, ta mala dva sta se tudi navadila, čeprav na začetku je bilo kar, ja, ki je bila tam kakšna torba, že je bil že jok. Ampak zdaj sta se navadila, da grem, da pridem, da ni v bistvu problema. No, zdaj je tudi že veliko lažje, no, ko sta bila pa čisto majčka, je bilo pa težko, no. Ampak, kva češ. Ja. Ja, še kdo? Ja, super. Mene zanima malo, ker sem imel pač eno izkušnjo in sicer kraja opreme v tujini, torej v bistvu gleda, imaš dosti opreme, kje jo zavaruješ, mislim, je to kakšna slovenska ali direkt preko Red Bulla, ker meni so na zavarovanem območju v bistvu v Peruju, ko smo delali nekaj za KTM, je magično zginil cel rudzak, vse ostalo, samo moj rudzak je zginil. In potem sem malo študiral, kje bi to zavaroval in vidim, da so cifre kar tako, vse pri nas kar oreng. Allianz München. Ti bom prid pol do mene, pa ti bom dal kontakt. Mogoče tudi že v fotoformatu prek Allianza. Ja, prid pol pa. Ni še zgleda. Ampak tam se da fajn. Še kdo? Karkoli? Ok, samo bo klesto se zihar še eni kavi, pa tisti, ki se ne upate, Ja, ko ste bomo. lahko spoznate. Grize ful, Gorence, pa ste se ga plačati, boste mogli kavo. Ne, za receptem sem mislil, da boste kaj bolj se nasmejali, pa ste tako resno vzeli. Mi je kar žal, da sem ga To dal. je iz čistega spoštovanja, veš, Ja. strah spoštovanja, da nam pomoče. Jaz sem mislil, da sem na koncu smejal, pa ko ste bili pa tih. Pa, To je ta ponovoletna, veš, ona, safer. Evo, mene samo še to, hvala samo. ja, hvala tebi, ki si me povabil. No. Ja, točno, ja. Mene in kamerno povabil. Sam res, ja. Se tam še kdaj, veš. Še malo dolgo poznava, pa lahko. Ja. Takole, hvala, da ste prišli. Vidimo se spet naslednji mesec. Hvala moji ekipi, ki mi pomaga, da se kle blamiram pred mikrofonom, ker brez njih ne bi naredil nič. Vseh 8 nas je in še vedno smo isti po 1 letu in pol, kar je presenetljivo, ampak očitno imamo skupne želje tole narediti. Bravo. In zdaj bom izvedel še novoletno varianto. Prosim, če si ostanete. No, pa dajmo se, lahko se ostanete, takole. Evo, jaz vam vošel srečno novo leto, vi se pa obrnete, pa drugemu vošite srečno novo leto, pa tudi malo spoznali, pa bo nekaj novo. Evo, hvala. Čakaj.
Thank